Moram zdaj tudi tole solo verzijo obnoviti. Namreč podcasti so zdaj nekaj, s čemer se jaz zdaj bolj ukvarjam kot snemanjem teh solo videov. Mislim, da sva s Tanjo zastavila strokovne stvari, dobro mi parira, mi zastavlja vprašanja in jaz se tam lažje razgovorim, kot tukaj na pamet nekaj govoriti, kot da bi, ne vem, predaval. Ampak tale stvar okrog utripa me je, ne da me je ziritirala, da ne bo nesporazumov, sem rekel, tole moram posneti, namreč odobravam, da se zdaj pa utrip drugače obnaša. Na MMC-ju se je zdaj tudi odrazila ta neka nova politika in tam ni več mojega bloga. Tole ne vem, zakaj so zdaj to tako naredili, da se stari blogi ne dajo več brati. Tudi moji blogi, ki so bili zelo brani, se ne dajo v teh časih več brati, ker je to neka sprememba. Vidi se, da je to neka nova desna politika in včerajšnji utrip je bil tako koncipiran, da so desničarji, torej zdaj poudarjam desničarji, ne konzervativci, ampak desničarji, zastavili to dajo po svoje, na nek način celo pluralno, ker tam je bil nekdo, ki je govoril neke stvari, recimo Kučan je bil predstavljen v utripu o Dražgoški bitki, pa tudi tisti vaščani še živeči, ki so obsojali tisto, kar se je v Dražgoški bitki zgodilo. Ampak ta utrip jaz podpiram zato, da bi enkrat zdaj pa levičarji videli, kako se oni počutijo izigrane, ker je bil utrip prolevičarski oziroma prodesničarski. Oni so pa imeli prolevičarske oziroma totalno enoumno koncipirane, ne samo utrip, Studio City, zadnjič je bil tudi Panoptikum tak, vedno je Panoptikum tak, ampak to enoumje je tako moteče za tiste, ki drugače mislimo, jaz imam za konzervativce, ki ima srce na levi. Meni včeraj tisto, kar je bilo tam o Dražgošah predstavljeno, ni bilo všeč, ampak podpiram pa ta koncept utripa zato, da tudi levičarji vidijo, kako so pa oni prali možgane ali pa enoumno razglašali svoje resnice o feminizmu, o LGBT sceni, o migrantih, o tej anarholiberalnosti, o protestih proti vladi v COVID krizi. Vse to je bilo tako enoumno prolevičarsko, da glava peče. In mi imamo to COVID krizo perečo, zdaj se je stvar vsaj malo umirila, ker je znanost stopila na stran vladnih ukrepov oziroma medicinske stroke. Ta leva televizija je 2 leti spotikala, tako rekoč, skoraj 2 leti vlado, ki se je podpisovala pod ukrepi, na 100 načinov dala možnost anticepilcem pa nasprotnikom ukrepe, besedo, drugo mnenje se nikakor ni uveljavilo. Ljudje imajo tudi drugo mnenje. Recimo tudi tale politično, kjer je tako rekoč moj prijatelj Branko Gradišnik predstavil neke anticepilce oziroma anticepilski pogled na vse skupaj. To je spet nek spotikljaj, pa z Branko tam sva zelo, rekel, v redu, ima veliko znanja, ampak jaz imam svoj pogled na tisto stvar. In medicinska stroka, ali pa vlada, ki je to politično gledala, ali pa katerakoli politična oddaja, je prolevičarska. Tanja Godec, ali Gobec, ali kaj je. Je zelo levo usmerjena. Zdaj bi pa utrip pa tako koncipiran, da se je milo strilo nekaterim, ali pa, levi so besneli.
Zdaj bom pa jaz preskočil na to dražgoško bitko, v kateri sem recimo jaz levičar. Oziroma 3 leta nazaj sem tweetnil, potem se je ta tweet celo tam nekje ovekovečilo na nek specifičen način, tam še neke moje knjige se je kazalo, češ moje mnenje ni relevantno, ker so bile knjige tiste prve, ki sem jih pisal, športološke. Šport skozi psihoanalizo pa ideološke paradigme v športu. Namreč tema dražgoške bitke je ideološka tema. Zdaj ideologijo jaz imam malo tako v mezincu. Zdaj tam na Twitterju, ko jaz odobravam ta utrip, pa se na mene spuščajo, kaj ti bojo pa zdaj v Trbovljah delali, ker podpiraš to vrstno utrip. Jaz utrip sem podpiral samo zato, da izpostavim, kako se mora zdaj levičar počutiti, ko gleda takle utrip o dražgoški bitki. Zdaj noben se pa ne zanima, kaj sem jaz o dražgoški bitki povedal. Pa se bom ponovil, ampak tukaj bom poskušal biti analitičen. Namreč resnice okrog dražgoške bitke ni. Amen, ad acta, ne leve, ne desne. Resnica je vselej subjektivna. Gledanje na vojno, mislim. Z vojno je hudič, vojna je huda reč. Prva svetovna, druga svetovna. NOB, to so spolske, delikatne stvari. Zmagovalci pišejo zgodovino. Hitler je bil poraženec, nacisti so bili poraženci, domobranci so bili poraženci. Zdaj njihova verzija resnice, pogledi izveni. Covid kriza je podobna paradigma. Mi imamo pogled anticepilcev, pa medicinske stroke, pa vlade. Načeloma kar povsod po svetu se stopijo na stran medicinske stroke. V začetku je bilo transparentno tako. Recimo vlada v Ameriki s Trumpom na čelu je imela hude probleme z nepriznavanjem COVID situacije, pa virusa. Trump se je zelo nespretno loteval COVID-a. Recimo Biden se v tem kontekstu bolje znajde. Oziroma se je, ko je stopil na sceno lansko leto. Pri nam jaz ne morem očitati vladi, da se ne znajde. Zato podpiram to vlado, ker sem mnenja, da se je treba ukloniti nekomu, ki fura strategijo preživetja. Ukloniti vladarju. Ker voda nam teče v grlo, nam je v COVID krizi. In jaz sem lansko leto, rekel še predlani, v marcu, opredeljeval do vlade, do vladnih ukrepov na način, da jih moramo spoštovati, da moramo nekoga, ki je študiral viruse, epidemiologijo, imunologijo, da te ljudi moramo spoštovati, ker so hodili v šolo, mi smo spostavili sistem, po katerem naj bi se nekdo naučil teh stvari. In se je, medicinci so se naučili. Sem pa opozarjal, da obstaja psihološki, sociološki, filozofski vidik, ekonomski vidik, in sem rekel, držimo se ukrepov, zato da zaščitimo zdravstveni sistem in ranljive skupine. To sem govoril predlani, še lani, ampak proti koncu leta, ko je spet ne vem kjer 4. val, zdaj ne vem kak 5. val, zdaj je moje mnenje pa malo drugačno. Ne da stopa na stran nekih tistih zanikovalcev COVID-a ali pa anticepilcev, čeprav je srhljivo poslušati, koliko ljudi, recimo športnikov, je pa umrlo, če so te informacije točne po svetu. Zdaj pa je v Tolminu eni bivši nogometaši pri 35 letih umre po ne vem kjerem pocepljenju, ne vem kjerem odmerku, 2., 3. umre. Zdrav človek umre. Mislim, zdaj to pa ni več šala, to zdaj ni ena Katja. Športnikov, ki je zaradi cepljenja umrlo, po cepljenju umrlo, je blizu 200. Ali je to fake news? Če je to fake news, dajte NIJZ nam to predočiti.
Jaz silim moje otroke, da bodo lahko športali v cepljenje. Mislim, da se meni zdaj naredi, da sin mene posluša, se gre cept, pa da kaj trofne. Pa sam sebe trofnem s pištolo v glavo, da jaz to naredim. Nije zdaj, dajte povedati, kaj je s temi kontraučinki uradno. Ker zdaj mi lahko razpustimo ukrepe tudi na način, da ignoriramo to franšizo COVID-a, ki ni tako nevarna. Sploh ni smrtonosna. Tako. Še manj promilna smrtnost je, kot je bila prejšnja verzija. Ko je vprašanje, če je treba zdaj ohromiti življenje na način, kot smo zastavili leta 2020. Zdaj smo prišli v situacijo, ko je pa toliko vse našponan, da bomo prevzeli mogoče kar to anticepilsko logiko, oziroma tisto logiko, ki so pred 2 leti skoraj že imeli tisti zanikovalci COVID-a. In oni bojo rekli, a smo vam rekli? Ne, vi ste brcali v temo. Ampak mi smo šli po protokolu, probali vse, zdaj pa prišli do točke, ko se ne da več biti moralno razsoden na tak način, kot smo bili marca, aprila 2020. Jaz sem takrat govoril, analogijo sem dal pa tisto neko nogometno ekipo, ki je njihov avion strmoglavil v Andih in so bili lačni. In je takoj rekel, ja bomo pa tele umrle pojedli, nekaj jih je umrlo. In so se vsi branili, ne vem koliko, 1 teden, 2 tedna, 3 tedne. V eni točki so pa vsi začeli jesti mrliče in zato preživeli. Mi bomo družbo normalizirali, ko ne bomo imeli večno teh ukrepov. Mi bomo družbo spravili nazaj v stare tirnice, ko bomo dopustili, da se zdaj pa tako, kot se je v času neke običajne gripe, malo prehladilo, malo smo preboleli, nismo bili v karanteni zaradi tega, ker smo bili tam menda v stiku z nekom. Brez simptomov. Ne moramo več iti v ta 5. val s takšnim pristopom, ko smo šli, ne vem, v 1., 2., 3. val. Zdaj niso več taki časi in zdaj jaz govorim kot nekdo, ki spoštuje ukrepe. Ampak medicina, dajte se zdaj vi zamisliti, kaj zdaj to pomeni za norce, ki jih je čedalje več. Vsi smo nestrpni, niso samo džokeri, ultranorci, antivakcineri, upeti v verske sekte. Trohatovo, recimo. Tukaj so bolj normalni, recimo Branko Gradišnik je popolnoma, rekel, normalen človek. Ampak nismo pa mi narod hlapcev, pa da se to vidi zaradi tega, ker upoštevamo, ne vem, medicinsko stroko. Ekspertna skupina bi morala reči, obstaja še psihološka stroka, sociološka stroka, filozofski vidik, ekonomski vidik. Vse to bi zdaj vlada, ko predpiše nek ukrep. Ok, obstaja še pravni vidik. Ali je ukrep zakon? Ne, ni zakon. A bomo spoštovali? Ne, ni zakonske podlage. Kaj pravi ustava? Ustava. Ker se dogaja ustaja. Dobro se motim. Stvar je delikatna, in zdaj s to neko razsodno močjo, ki jo jaz premorem, mislim si, da si razsodno moč premorem. Imam jo v sebi. Moram pa nekaj reči, zdaj pa za analogijo s COVID-om pa Dražgoško bitko. Lahko, da se bo čez 10, 20, 30 let, 100 let modrovalo, tako kot se modruje, pa polemizira špansko gripo, se bo čez 100 let COVID krizo polemiziralo. In bo tam neka budala rekel, na koncu se je izkazalo, da je bilo treba razpustiti vse ukrepe in se je izkazalo, da so ti zanikovalci COVID-a imeli že od vsega začetka prav. Ne bo tako, ne bo tako.
Z vsega začetka se je normalen človek opredelil do medicinske stroke in do ukrepov z neko afiniteto. In smo furali lojalnost medicinski stroki. Jaz kot levičar sem lojalen desno-sredinski vladi. Spoštujem ukrepe, pod katerimi je Janša podpisan. Pa nisem ljubitelj Janše. In zdaj bom potem v nadaljevanju, ki je v Dražgošah povedal. Z utripom sem pač začel in bom z Dražgošami nadaljeval. Čez 100 let, če bo neka interpretacija, da se je izkazalo, da so antivakcineri pa zanikovalci virusa imeli prav, se bodo motili. Resnica je tale, da virus obstaja, ne gre za to, da ga ni. Zdaj, ali je bil nameščen, ali je bil spontano, se pojavil tam na tržnici v Wuhanu, skozi netopirje pa tako naprej. To zdaj ni bistven, to temo ne obdelujem. Obdelujem pa dejstvo, da nekateri se obnašajo, kot da je ta COVID nek običajni virus gripe. Ne, ni običajni virus gripe. Stroka ve, da ni običajni virus gripe, ker ljudje, ki umirajo nenormalno. Kolaps zdravstvenega sistema se je obetal. Ok, čez to smo šli. Zdaj je, ne vem, 5. val, vsi okuženi, največje število okužb, ampak ne čuti tazga čudnega. 1 na 1000 je pa takih od okuženih, ima pa hud potek. Ampak zaradi tega enega, mi ne moramo več hromiti družbe. Ampak to se je šele po 2 letih izkazalo. In čez 100 let mora modra beseda reči, po 2 letih skrajnih naporov, vlad, medicinske stroke, vseh, se je pa izkazalo, da je pa virus toliko popustil, da so lahko razrahljali ukrepe. Po 2 letih šele. Ne pa takoj. In zdaj, če bo resnica takrat drugačna, ne bo ta prava resnica. Kljub temu, da sem rekel izvorno, da je resnica vselej subjektivna. Zdaj bom pa analogijo dal pa na Dražgoško bitko. 42 leta, tudi dobrih pol leta, tako rekoč po začetku druge svetovne vojne se je to zgodilo. Ta Cankarjev bataljon, kateri je že bil, vojaški vrh, ki to upravljal, pa to so bili luli buci, ki niso vedeli pojma, kako se vojskuje. Nekaj so se kurčili, s tistimi flintami, pištoljcami, puškami, neke petarde so imeli, ali ko so že neke bombice, in tam pa do zob oboroženi Nemci. In s to svojo psiho so se seveda probali zoprstaviti in imeli neke uspehe, premagali. Ampak so bili strateško gledano pa butasti. Dan danes, če bi nek vojaški strokovnjak motril Dražgoško bitko, neopredeljeno, politično, ideološko, bi rekel, tetle so pa v temo brcali. Mislim, vsaka vojna predpostavi psihopatijo nasprotnika. Partizani se tega niso zavedali. Zdaj, če bi imeli časovni stroj, pa šli zdaj partizane malo preveriti, kako so razmišljali. Oni niso šli v Dražgoško bitko z idejo, mi bomo zdaj tam potolkli tele Nemce, pa gremo pa gor v Jelovico, oni pa naj masakrirajo tisto vas boli nas kurac, ko jih jebe. Pa niso tako partizani razmišljali. Mogoče so tega scenarija bali, niso pa predpostavljali psihopatije okupatorja, niso ga predpostavljali. Če bi nekdo s časovnim strojem se vrnil pa rekel, čute, vi zdaj tole naredili, poslušajte, jaz prihajam iz prihodnosti. Kaj boš ti? Če bi verjeli temu in bi ta iz prihodnosti, iz današnjih časov, prišel njim povedati, pa rekel, če boste vi tole naredili, bodo 20 moških pobili v trenutku, ko se boste vi tam umaknili v Jelovcu. Nad vaščani se bodo zgražali. Pa bi rekli vojaški vrh, toliko pokvarjeni pa menda niso. Ne, da so toliko, še bolj so, ker so dokazali že oktobra 41 v Kragujevcu, so isto pizdarjo naredili. Zaradi nekih porazov so tam kar cele razrede gimnazijcev postrelili. In zdaj je
zmotno. Kognitivni zdrs se naredi, disonanca, če se razmišlja o Kragujevcu, da so partizani zajebali, ker niso predpostavili, da bojo Nemci pobili cele razrede gimnazijcev. To je kognitivni zdrs. Partizani tudi v Srbiji niso računali, da je psihopatija okupatorja, njihovih poveljnikov, Hitlerja, tako močna, da se bodo na tak način maščevali. In partizani v Dražgošah niso vedeli, da se bo to zgodilo. Vaščani so se upravičeno bali. To je res. Vsak bi se bal. Zdaj to, slučajno so na krilih svoje bojazni. Kaj bo pa zdaj z nami? So uganili, da se lahko pa Nemci maščujejo nad Vaščani. So uganili. In strateška napaka je bila partizanov, da to maščevanje niso vzeli v obzir. Strateška vojaška napaka je bila. In zdaj bi pa te levičari, SD, levica, od Židana tam, ki je bil, jaz sem pisal v Dražgoški bitki 3 leta nazaj, ki je bil še Židan, ko še ni bilo Fajonke. Kučan, govorec, zdaj. Dalo bi se omeniti, in tu bi bila pa pol desna stran ta nekako pomirjena, da bi nekdo rekel, zdaj se je pa izkazalo, da je bila to strateška, vojaška, taktična, kakršnakoli napaka Cankarjevega bataljona. Ker se ni vedelo, da so okupatorji, nacisti, tako nori, tako psihopatski, tega se ni takrat predpostavljalo. In ker se je zgodil ta masakr Nemcev nad temi, ne samo 20, pa še nadaljnih 20, 41 žrtev na račun poraza v tej bitki. Pa obstaja tam Frankolovo, pa tam Orehovca, tam od mene pod Trojanami. Kako so se te psihopati Nemci maščevali. In zaradi Dražgoške bitke in tega maščevanja se je potek vseh naslednjih bitk dogajal drugače. Partizani so vedeli za maščevanja Nemcev. In vse ostale bitke, po mojem videnju, tak bi bil logičen sklep, so bile drugače strateško koncipirane. Zaradi te napake partizanstva, torej bojevanja proti Nemcem, ker noben ni računal, da se bodo Nemci maščevali nad civilnim prebivalstvom. Če bi imeli Nürnberški proces, pa bi sprocesiral Dražgoško bitko, ne bi bili obsojeni partizani, ker so se nepremišljeno spravili v bitko z Nemci, ampak bi bili obsojeni in so bili obsojeni Nemci, okupatorji, ker so se znesli nad civilnim prebivalstvom, na kar partizani niso računali. Ni noben od partizanov rekel, naj jih pobijajo, mi bomo šli pa gor v Jelovcu. Noben ni računal, da se bo zgodil masakr. Bali so se, tvegali so, ker je to leta 1942. Pozneje ni bilo teh tveganj, ker je bila izkušnja Dražgoške bitke, ker se je vedelo za maščevanje. Nemec 10 civilistov. Ampak problem je psihopatija Nemcev, ne taktična napaka partizanov. In to bi lahko levica izpostavila na svojih proslavah. Kučan bi rekel, ja, partizanski vrh, če bi mi vedeli, ali pa če se bi takrat vedelo, kaj se bo zgodilo, partizani ne bi šli v tak tip boja proti okupatorju. Ampak vojna je težko misljiva stvar. Vojna je jeba, huda reč, podobna COVID krizi. Se vsi delamo nekaj pametne. Ampak v tistih vojnih časih, to je vse narobe. Srebrenica. A kdo zdaj muslimanom sodi, češ, 2 leti pred Srebrenico ste pa vi jebali Srbe po okoliških vaseh, jih šikanirali, ne vem, kaj vse bilo. In je bilo nekaj takega, se pravi ta jugoslovanski nacionalizem. Ampak se je zgodila Srebrenica, so Srbi muslimane potamanili in se Srbom sodi. In ne sodi se muslimanom, ker so 2 let prej nekaj delali Srbom. Srbi so postrelili tiste uboge civilne žrtve. Nemci so postrelili
daleč od doma, 1000 kilometrov stran od svojega doma, so enih Dražgošev, ene mladce, otroke, celo ženske, starce so postrelili. In ti Nemci niso mogli živeti s tem. Vam jaz povem, da niso mogli živeti, ker so izpolnjevali ukaze, vedeli so pa, kaj so naredili. Ampak zdaj se pravi, pritiskati na partizane, da so, ne vem, kakšno zlo so naredili Dražgošam. Izkazalo se je, da je bila to taktična napaka. Levica bi to lahko priznala, ne, že zdavnaj bi priznala, ne, če bi danes vedeli, ne, to, kar vemo danes, bi nekdo s časovnim strojem šel v Cankarjev bataljon, pa rekel, ne se to jed, ker bo 40 ljudi, 41 pomrlih na račun te bitke, ki so te vi umakli, 80 jih je bilo pa menda 81 deportiranih v taborišče. Ne pa obsojati desnica, ne obsojati zdaj partizane, češ to ste naredili. Levi, pristaši, tisti, ki spoštujemo partizanstvo, bi pa lahko rekli, Bob, taktična napaka je bila. Ustrajali so ga, ker niso bili izurjeni vojaki, to so imeli neki delavci, kmetje, neki brezposličari. Ne pa, da se išče zdaj dežurnega krivca za vsako ceno. Treba je vedeti, da gre za psihopatijo okupatorja. Ne iskati dežurnega krivca v partizanih. Desničari, spoštovani, ne. Pa to vam zdaj jaz govorim kot konzervativni levičar. Se mi dopade, da je bil utrip tak, da je levičarji so boleli. Dopade se mi. Ampak ne na točki Dražgoške bitke na tak način. Kaj ne še rečem? Mi smo mislili, da ne bo masakra. Ja, narobe ste mislili, spoštovani partizani Cankarjevega bataljona. Ali pa nekateri so mislili, je tole dobro, da to delamo, veš, kaj bo tam naredili. Mogoče pa ne bojo. Pa se pa skazali, da so. Nismo mogli vedeti, če bi vedeli, pa bi pa drugače. Ja, niso vedeli. In zdaj se na teh proslavah, ali pa na nek strokovni način, v neki pluralni debati, lahko v Dražgoški bitki debatira na tak način. Ne pa, da je narod totalno zdaj sprt zaradi dogodkov 80 let nazaj. Mi pa tukaj sedaj živimo, imamo krizo, moramo se poenotiti brez prerekanj. Anticepilce moramo imati v zakup, kaj oni mislijo. Ker zdaj se zna izkazati, da njihova logika po 2 letih pa zdaj pa prime, zdaj pa drži. Zdaj mora pa nekdo medicinski stroki reči, če operacijo dobro delate, samo mrličev je pa čez dalje več, unih, ko bomo crkli od muke. Jaz sem 50 000 evrov zgubil, ker ni gledališča. Investiram, ne vem, gledališko predstavo 1500-2000 evrov, pa trije pridejo. Jaz sem pa dvorano 800 evrov plačati. Skratka, rekel sem, da bom tole posnel, tukaj imam še nek mikrofon, pa bomo videli, kaj se je zdaj posnelo.